Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi SIST podcasta. Danes je z mano dr. Mira Kos-Skubic, strokovnjakinja z področja potrošništva in prehrane. Gospa Mira, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Lepo pozdravljeni. Hvala za povabilo. Z veseljem. Povejte mi, kako ste se vi v bistvu znašla na tem stičišču takih treh tem, kot je prehrana oziroma kmetijstvo tudi, ker ste delala tudi na Ministrstvu za kmetijstvo, standardizacija in pa potrošništvo. Ja, pravzaprav sem se že zelo zgodaj. Jaz pravim, da sem imela srečo, da sem poklicu vedno delala, pravzaprav to, kar me je veselili in da mi je bil poklic hobi. In sem že med študijem kot kemik sem si želela biti ali na varstvu okolja ali v povezavi s prehrano. No in potem res sem kmalu lahko bila v taki multinacionalki, takrat Slovin v razvoju. Ja. Lahko sem delala celo magisterij na Kemijskem inštitutu in seveda potem, ko pa je prišlo tudi do osvoboditve Slovenije, nove države, sem pa nekako prišla vodenje področja hrane, varstva okolja, živil, embalaže, kemikalij na takratnem uradu za standardizacijo in meroslovje. Tako da sem se takrat nekako pa kot tehnični sekretar, tudi še bolj podrobno srečala in potem v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ko sem bila vodja sektorja za hrano in krmo, je pa, ker delati zakonodajo na področju hrane je pravzaprav delati tudi za potrošnike. In potrošniki so mi bili vse skozi blizu in tako je bila potem to nekako povezava in potem so me skozi moj doktorat v bistvu pri ISO, oni preko maila vprašali, če bi želela z njimi sodelovati. So se kar direktno na vas obrnili. So se direktno obrnili in mi je bilo, čeprav sem jaz takrat že kot ekspert sodelovala, potem sem bila okvirjena v okviru SIST-a, ampak oni so me nekako tudi rekli so, preko moje doktorske naloge, ki je bila vezana na percepcijo potrošnikov, pri poznavanju živil, nekako, verjetno pa tudi potem seveda kot delujoča v SIST-u. In potem smo pač začeli še to mednarodno sodelovanje, ne samo v okviru Slovenije. Vi ste tudi aktivna v bistvu v tem odboru za potrošnike v SIST-u. Zdaj, kot ste rekla, začela ste že na USM-ju s standardizacijo, kasneje, ko ste šli verjetno na Ministrstvo za kmetijstvo, ste pa v bistvu kot njihova predstavnica včlanila v odbor, za potrošnike. Zdaj, kaj je v bistvu namen in kaj je glavni cilj tega odbora za potrošnike? Ja, namen je v bistvu tako našega odbora v Sloveniji, kot tudi v mednarodnem prostoru, da ne bi bili standardi samo, čeprav je to veliko, da je to interes podjetij, da gre za varnost njihovih izdelkov in za večjo konkurenčnost, za lažje trgovanje, ampak da so narejeni tako, da jih potem tudi potrošnik razume, oziroma da so vključene tudi kakšne zahteve, ki jih mogoče sami proizvajalci ne bi vključili, ker se jim zdi pretežko, hkrati se jim pa ne zdi, da je to kakšna dodana vrednost, tako da v bistvu sodelujejo potrošniki ali pa tisti, ki zastopajo potrošnike, v okviru nevladnih organizacij, da so standardi torej napisani tudi tako, da jih potom potrošnik kot uporabnik, kajti potrošniki smo vsi, da jih znajo potem tudi uporabljati, ko jih imajo v uporabo. Se spomnim, da ste zadnji zelo dober komentar na Facebook profilu SIST-a napisala, ko smo predstavili to analizo in nekako je bilo izpostavljeno najbolj, kakšne so prednosti za podjetja, pa ste tudi napisala komentar, da ne samo za podjetja, ampak tudi za potrošnike, kar je pa konec koncev mogoče celo bolj pomembno kot pa tisti del, da zagotavlja konkurenčnost podjetij, je še pomembnejše, da standardi nekako, če temu tako lahko rečeva, da ščitijo potrošnika in uporabnika. Omenila ste tudi ta odbor na ISO ravni, to je odbor ISO Kopolko, Kako v bistvu to poteka delo v tem odboru? Vi v bistvu prek nacionalnega odbora ste tudi tam članica, na nacionalni ravni ste celo predsednica odbora, In v bistvu nekako, pa mogoče še to, preden greva na ISO Kopolko. Kakšna je vloga predsednika odbora
v primerjavi z ostalimi člani? A imate vi kakšno funkcijo več, a imate kaj več dela posledično? V bistvu je tako kot pri vseh ostalih tehničnih odborih ali pa kjerkoli, imamo hierarhijo predsednik in člani. V strokovnem delu smo si popolnoma enakopravni. Je pa res, da se mi zdi kjerkoli že, tako kot je tudi v neki organizaciji vodja sektorja, direktor. Za mene je to vedno neko gonilo, nekdo, ki nekako, če on nekako zaspi oziroma nima neke vizije, potem ponavadi tudi člani pač imajo vsak nek svoj ožji interes glede na področje, ki ga ali v okviru predstavnik ministrstva ali kot neka nevladna potrošniška organizacija pokriva. Tako da je to tisto, da znaš pač vse skupaj jih spodbujati, pozitivno delovati. Tudi mogoče, če se na kakšni točki pozabi dejansko, kaj je fokus, da jih spomnite, da je fokus pa res potrošnik. In tako smo tudi recimo raven zdaj, pred kakšnim mesecem, pač sem rekla, zdaj pa nekako število članov, pa ne vsak posebej je koristen in dober, ampak mogoče pa manjkajo še kakšne, ne glede na teme, ki so zdaj pomembne, trajnost, vpliv na okolje, vse več je tega, digitalizacija, skratka, mogoče bi pa bilo fajn, če bi vključili še kakšno drugo nevladno organizacijo, še kakšno drugo ministrstvo. No in potem je res naša sekretarka, Mojca, potem začela in so se kar 3-4 že odzvali, ker mogoče razlika med našim tehničnim odborom in drugimi tehničnimi odbori je tudi ta, da za ta tehnični odbor ni potrebna članarina, v SIST-u. Torej, zato, ker je širši interes, ampak to je edini, tehnični odbor in je tudi na ta način seveda mogoče za koga, tudi koristno. Je pa to tudi iz tega vidika, da bi se pravzaprav lahko vsak državljan, če bi imel interes vključil, in to se mi zdi, da je ena prednost, ki lahko potem nekako pomaga, ker drugače le delovanje, v tehničnih odborih v standardizaciji prostovoljno in seveda danes pa sploh, ko je vse kapital, ko vključiš taksimeter takoj, je to seveda mogoče, če gre za interes podjetij, potem še, ker imajo potem oni skozi to informacije, so v prednosti pred drugimi, ampak če pa gledaš državljana, mora pa on tudi začutiti, da je to nek interes, širši. Koliko pa imate trenutno članov znotraj tega odbora? Trenutno jih je 6, ampak zdaj mislim, da 4 so že dodatno še novi. In večinoma je sicer, kar je koristno, predstavnik od Zveze potrošnikov Slovenije, ker to je najbolj reprezentativna potrošniška organizacija v Sloveniji, mogoče bi rekla skoraj taka globalno edina, ampak potem so pa v glavnem predstavniki različnih ministrstev, ki za različna področja skozi predpise skrbijo za varstvo potrošnikov. To je Ministrstvo za gospodarski razvoj, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za okolje, torej Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, potem Tržni inšpektorat. Se pravi, v bistvu vsi te pomembni akterji na tem področju. Zdaj, rekla ste v bistvu, da tudi širite področje, da so novi člani, da tudi vabite aktivno nove člane. Pa me zanima, zakaj se vam zdi pomembno, da so predstavniki potrošnikov oziroma potrošniki vključeni v odbor, da dajo svoj glas, da povejo svoje mnenje in tudi sodelujejo konec koncev pri oblikovanju teh standardov. Ja, tako kot sem že prej rekla, zato, da so standardi napisani, torej, da imajo tudi določene vsebine, ki so potem v korist potrošnikom, da lahko zberejo med podobnimi, pa vendar v detajlih različnimi izdelki, ali pa da znajo, ker največja težava, ki tudi pri raznih raziskavah, kjer sem tudi recimo sama sodelovala, ko smo jih delali v Sloveniji, pa tudi če se delajo v okviru širše Evrope, je ravno to, da potrošniki velikokrat ne razumejo dobro, tisto,
tisto, kar kupujejo, tiste oznake. Za hrano je to še bolj izrazito, ker jaz tudi rada dam velikokrat to primerjavo, ko kupujemo računalnike, avtomobile, želimo vedeti vse karakteristike, kaj je prednost, koliko je spomina, kakšna je varnost. Skratka, takrat nas zanima. Ko pa gremo v trgovino, pa kupujemo hrano, čeprav jo vnašamo v telo vsak dan, mislim, pri vsakem obroku, pa ker, mislim, kupujemo v bistvu tudi na izgled, na to, ne vem, je neka lepa pomaranča narisana, je nek tekst, kako je pa ta izdelek trajnosten. Se mi zdi, da najbolj na ta izgled. Prideš not, pogledaš, lepo zgleda, vzameš in greš. In greš, in jaz se dostikrat tudi, kolegic, razen pri kakšnih, tak primer sirupov, pa je potem na sirupih pač zelo lepe slikce sadja, pa potem, pa sem rekla, nekaj je bila kolegica pa ravno z kemijske industrije, sem rekla, lej, tole je, sej, ne, da je varno, se kale, ampak tukaj noter je poln kemije, poglej, beta karoten gor plava, Ampak to ste vi, ki se razumete na to področje. Je rekla, da z mano v trgovino, da pol... Si je premislena, ne boš šla več. Da sicer je koristno, ampak da potem pokvariš malo. Ampak zdaj, ko ste lih to omenila, pa je vam težko politi v trgovino, a gledate bolj, da kupujete kakšne domače izdelke. Kako ste zdaj s tem, kot nekdo, ki res dobro pozna to področje? Jaz večinoma kupujem tisto, kar poznam, kar je preverjeno. Mislim, da mi tudi recimo glede na okus, na sestavo pač ustreza, ker da bi vsakeč posebej, v trgovini črke, čeprav so predpisane velikost, še vse majhne, to bi težko, in če kupam potem nekaj novega, recimo ne kupam, ne vem, zato, ker sem v reklami to videla, ampak pač vidim, tukaj pa nek nov asortima, potem pač vzamem tako, da si potem doma pogledam, ali pa da vidim, kako mi to tudi ustreza, ker jaz sem tudi recimo, ne vem, rajš imam, da je mogoče malo sladkorja not, kot pa sladila, Sej, vsa sladila, ki so v živilu, so sicer dovoljena, so varna, ampak pač je moja percepcija taka, Verjetno bolj zaupate tudi. Gled tukaj pač na vpliv, rečva na samo potem prehrano, kako hitro recimo si lačen in podobno. To nekako je med sabo stvari, ki v zadju. Ampak zdaj sva šli na temo prehrane, pa mi je na misel prišlo eno vprašanje. A tudi za v bistvu vsako to prehrano, ki jo lahko kupimo v trgovini, a za tem stojijo standardi na kakršenkoli način? Stojijo v določenem, pač veliko stvari je seveda tudi predpisanih, recimo sploh, če govorimo o aditivih, aromah, kaj je, ali pa nova živila, tam je seveda predpisano, ker je najprej narejena ocena tveganja, da je to primerno, in to je posebna Evropska agencija za varno hrano, ki ima sedež v Parmi, ampak so pa seveda tudi standardi so pa predvsem v smislu kategorij, recimo, da vemo, ali na velikost skratka banane, recimo velikost, v to smer, določene potem vrste kave, pa potem veliko je pomen, torej na področju kmetijstva in prehrane so tudi standardi, ki potem pomagajo, rečo tako pri uradnem nadzoru in pa uradni laboratoriji, ki te standarde uporabljajo, ki preverjajo skladnost izdelkov tako glede varnosti in kakovosti z predpisi, da uporabljajo te, ker vsi laboratoriji in vsi certifikacijski organi, ki so generalno, tudi za cel notranji trg, morajo biti akreditirani, certificirani. Seveda, in na področju hrane, ki je posebna, specifična zakonodaja, je pa to tudi v novi evropski uredbi iz 2017 posebej predpisano. Tako da tudi v tem delu, seveda pa potem, ker je to preverjeno zelo podrobno, je to spet v korist potrošnikom, ki to kupujejo. Pa se vam zdi, da
mi potrošniki smo dovolj informirani o tem, se dovolj zavedamo v bistvu tudi samega pomena standardov. Jaz zase lahko rečem, da ne, da se ne zavedam dovolj. Zdaj ne vem, vi imate več stika kot strokovnjakinja, tudi verjetno z drugo stranjo, s potrošniki. Se vam zdi, da se zavedajo, koliko so standardi pravzaprav pomembni na tem področju? Ne, se ne zavedajo, zdaj ali se ne zavedajo ali pa premalo poznajo. No. Jaz bi rekla, dajmo reči, da ne slišijo dovolj o tem, ker če bi bili dovolj podučeni, bi se tudi zavedali. Tako da je večja težava to, da so informacije različne, zdaj sploh s pomočjo računalnikov, informacijske tehnologije, potem medijev, televizijskih oglasov. Skratka, teh informacij je toliko, da potem ne veš, katero bi upošteval, kateri bi sledil. In zdaj, če bi zato bolj poznal pomen standardov, ki to pa so, pravi podatki, potrditev, da to pa je že dobro, da upoštevaš, ali pa da pri izbiri, tudi to pogledaš. In zato bi bilo treba to več potem javnost o tem informirati, ozaveščati. Po mojem je to največji problem. Se mi pa tu zdi, da če iz sebe izhajam, da potrošniki preprosto zaupamo. Jaz zaupam, da ko pridem v trgovino, da bo na polici nekaj, kar je varno za uporabo, kar je kakovostno. Tako da mogoče je ta žogca bolj na strani proizvajalca. Se vam zdi, da pač poskrbijo in skrbijo, da je vse narejeno in v bistvu ne vem, da so izdelki, ki so na policah, da so skladni standardi in varni za uporabo in pa kakovostni tudi konec koncev. Drži in tudi pogledajo, ker vsa ta tudi zakonodaja in nadzor je toliko strog, da si tega proizvajalci ne bi dovolili, hkrati pa, če pride v medije, da je nekaj ni bilo skladno, je to tudi tak negativen komercialni učinek, da proizvajalci seveda temu sledijo. Ampak je pa potem seveda v niansah, so potem razlike, ko poskušaš ti bolj privabiti potrošnika z nečim, ki pa ni recimo popolnoma resnično v tem smislu, da vse je varno, vse je narejeno po predpisih, kot mora biti, ampak zraven pa potem, da boš ti, ko boš enkrat to pojedel, pa kar shujšal. Skratka, in če se pa na tak način oglašuje, zdaj pa nekdo in potem, ko sem zasledila tudi lažno vzamejo neko medijsko osebo, tudi slovenske medijsko znane osebe so že bile, ali pa določeni prepoznavni zdravniki, ki jih potem oglašujejo, da oni stojijo, da so te izdelki res takšni, v resnici je pa to vse neka lažna spletna objava, ki ni niti narejena v Sloveniji, je neko podjetje v tujini. Pa vprašanje tudi, če je preverjeno konec koncev. Ne, seveda ni, ker je to tudi celo nekje na tretjih trgih, to ni niti sploh skladno, ampak tega je danes velika, zato je ravno ta prodaja preko spleta pravzaprav lahko zelo tvegana in si lahko tudi zelo ogoljufan, in zdaj seveda, če ti toliko več veš o tem, tudi o tehnologiji, o zahtevah ali predpisov standardov, potem te mogoče tudi težje ne prevarajo. Je pa verjetno to taka tematika, ki se tudi kar hitro spreminja, tako da dejansko, če želiš ostati informiran in ozaveščen, moraš konstantno tudi slediti. Standardi sicer kot standardi obe veva, da rabijo majčkeno dlje časa za razvoj, nekje od 3 do 5 let približno, ampak generalno se mi pa zdi, da se zadeve zelo hitro premikajo in če ti hočeš eni stvari konkretno slediti, moraš kar na dnevni ravni v bistvu spremljati zadeve, da bi bil res lahko up to date, Je res, je pa seveda po drugi strani, spet, če si potrošnik, če neke osnovne, recimo tudi, če bi rekli standardi, sistem kakovosti, če ti mogoče lahko ga poznaš tistega prvo varianto, pa tudi, če je šel naprej, v razvoj je tisto bolj pomembno za proizvajalce, za tiste, ki tržijo storitve, če ti kot potrošnik v osnovi razumeš, potem je potem lažje tudi naprej nadgrajevati znanje. In
vse veš, kaj pomeni recimo nek standard ISO 9000, 14000, 22000, recimo tudi če je šel in seveda, če te to zanima, pa pogledaš, v čem se je dopolnil, ker recimo raven na področju okolja in hrane je zdaj ta trajnostni vidik, ni več samo zagotavljanje sledljivosti, varnosti, ampak tudi trajnost, to je vedno bolj pomembno, ampak to je samo en dodaten vidik, in zdaj se razmišlja o tem, tako v okviru Evrope kot v mednarodnem prostoru, kako to standardizirati ravno zato ali pa predpisati na enak način, da ko bi to oznako videl na izdelku, bi potrošnik vedel, kaj so kriteriji. Danes pa, ker ni enotnih kriterijev takih, pa seveda to subjektivno proizvajalci zbirajo in potem je seveda teh trajnostnih, pozitivnih elementov veliko in potem je potrošnik tudi zmeden, kaj je pa zdaj to, ali gre tukaj za surovino, ali gre za transport, ali gre za, kako je s to odpadke, skratka, trajnost je zelo širok pojem. Zdaj, mogoče, če se še malo vrneva na ta ISO Kopolko, kako poteka pravzaprav delo tam? Kaj so te trenutne aktualne teme? Omenila ste, da je trajnost, verjetno se tudi veliko glede same trajnosti pogovarjate. Pa mogoče na kakšen način se tudi sestajate, glede na to, da je to mednarodni, kako se v bistvu uskladite, da se... V bistvu je delo vseeno podobno, kot v drugih tehničnih odborih, s to razliko, da se pač tukaj zastopa potrošnike, da je pomembno, da razumeš področje varstva potrošnikov v smislu, ko to počnejo nevladne organizacije in nisi direkt proizvajalec, to kot je v večini drugih tehničnih odborih, ampak delo je pa pač podobno. Je pa večino sestankov tudi lahko nadaljavo, Zoom ali pa hibridno, ravno zaradi tega, ker zdaj v drugih tehničnih odborih, ko so neke profitne organizacije zadaj, potem one so bolj zainteresirane svojim članom ali pa svojim zaposlenom, ki so člani v teh tehničnih odborih, kriti potne stroške, bivanje. Zdaj, če pa govorimo o nevladnih potrošniških organizacijah, potem pa tega je pa težko si zagotoviti, da ti nekdo, financira pot, rečeva v Švico, v London ali kamorkoli, in je zato tudi teh sestankov res veliko, sploh pa od covida naprej, ko je to je bila pač pozitivna stvar pri covidu, da smo se res bolj navadili, sestankovati, da ni vse v živo. Ampak je pa pol tukaj tudi časovna razlika, konec koncev ISO je mednarodna zadeva. Drži, kako je pa to? To ste postavili dobro vprašanje, Poskušajo potem in tukaj je tudi potem, raven zdaj poteka debata, ker ponavadi to poteka nekako tako sred dneva, zato da eni morajo biti zelo zgodaj zjutraj, eni pa skoraj ponoč. Ampak potem je zdaj, ko pa v okviru delovnih skupin smo se pa zdaj že pogovarjali, ali pa bi mogoče spremenili, ker je vse nekako narejeno, da je zgodaj dopoldne glede na evropski prostor, ker je ISO ima sedež le v Švici, in zaradi tega, da pa bi se prilagodili kdaj pa tudi onim drugim, tako da ta diskusija poteka, ampak res je, ker na področju hrane sem tudi pri Codex Alimentariusu aktivno sodelovala prej veliko, in tam je tudi podoben problem, in vem, da ko je bilo recimo en tedenski sestanek, pa je bil v Kanadi, pa to smo imeli od 5 popoldne pa do 2 zjutraj, tako da mislim... Izzivov vsekakor ne zmanjka, ampak tam, kjer je volja, je tudi pot. Vedno se potem nekako prilagodiš. V bistvu to je, ISO Kopolko je na mednarodni ravni, kaj pa na evropski ravni, so je v bistvu kar preskočile, je verjetno na Cenelek ima en odbor, pa ANEK je taka organizacija. ANEK je zelo znan, ker Cenelek je pač podoben kot ISO, pač vsa standardizacija
standardizacija, splošna, razen elektrotehniške. Potem tukaj ANEK je pa izrazita nevladna, prav za potrošnike, ampak kot za standardizacije, in je evropska, ker imamo, mislim, tudi BEUK, to je organizacija evropska za potrošnike v najširšem smislu, ANEK je pa prav skoncentrirana na pripravo standardov. Lahko rečemo mogoče, da je to kot odbor na nacionalni ravni, samo da je prav organizacija in da je podobna zadeva. Okay. Ja, je pa in ravno tako je tam tudi članarina. V Sloveniji sodeluje tudi SIS z ANEK-om, ampak je pa tudi član, ki plačuje članarino Zveza potrošnikov Slovenije. Zdaj, če se vrnem nazaj, sem se spomnila, da sem vas še pozabila vprašati. Rekla ste, da ste v working group, v tej delovni skupini pri ISU. V kateri ste aktivni? V več. Ena je ta upravna, ki je najvišja, kot bi rekel, nek svet. Tam sem tudi članica. Poleg tega pa v teh delovnih skupinah ena je prav za varstvo izdelkov splošna, ki pač je povezana s vsemi tehničnimi odbori, potem, ki delajo ali na varnosti igrač, ali kemikalij, ali tehničnih izdelkov, skratka pohištva, ampak z vidika potrošnikov. Potrošništvo je verjetno tisto odbor in potem so te manjše delovne skupine. Ampak za varnost je ena sama, kot izdelkov. Potem so pa še ena je za izobraževanje in pa ta je namenjena predvsem bolj državam v razvoju. In države razvite pa so v bistvu tam kot predavatelji. In v bistvu je ta program potem potrjen od te delovne skupine v okviru ISO Devko, zaradi tega, ker ISO Devko je pa odbor, ki pa pač pripravlja programe financiranja držav v razvoju. Tretja taka skupina, delovna, kjer sodelujem, je pa kako pač dati recimo urejanje v bistvu gradiv, brošur, spletnih strani, podobno kot ima to tudi SIS, ki bi bilo potem tako prijazno, da bi se potem tudi določene potrošniške organizacije, nevladne ali pa širše tudi potrošniki, potem pač bolj zanimali za to. Kako pa vi, gospa Mira, konkretno prispevate pač k tem, če lahko navedete mogoče en primer, kako konkretno prispevate znotraj teh delovnih skupin? Zdaj recimo enkrat tudi, ko je bila en workshop, delavnica za regijo Evropa-Azija, sem bila pač ena izmed 4 nacionalnih organizacij za standardizacijo, kjer sem pokazala recimo našo dobro prakso. In tudi takrat so bili, takrat, ko sem pokazala to dobro prakso, so pravzaprav mi oni predlagali, da se kot SIS vključimo v to skupino upravnega odbora. To se pravi, recimo vedno nekje z neko aktivnostjo, ki jo narediš, se zdi, da in recimo, če gledamo v evropskem prostoru, Nemčija, potem najboljša na področju standardizacije varstva potrošnikov je Velika Britanija. To je, ona ima res to dodelano sistem. Se lahko mogoče tudi kaj naučimo. Tako da letos je bilo tudi to zasedanje. Glih par dni nazaj, če se ne motim. Tako da in so oni tudi pokazali to svojo prakso. Nemci imajo tudi dober model, potem Francozi, ampak če potem Italijani tudi ne, ampak če potem gledamo veliko evropskih držav, nekako standardni potrošniki, sploh pa ne potem te azijske, in potem so to tudi nerazvite in poskuša se pač tem drugim državam pokazati dobre prakse na ta način. Drugo je, kjer se lahko prispeva, da predlagaš
standarde, kateri bi bili v korist potrošnikov. Jaz tukaj največ pač aktivno sodelujem na področju kmetijstva in hrane, ker ta področje pač bolj poznam, čeprav sem kot predstavnica sodelovala tudi v okviru delovnih teles na notranjem trgu širšno, tako da sicer poznam, tudi širš, ampak na tem delu nekako, in recimo, ko je ISO Kopolko naredil statistiko, po anketnem vprašanju, katera področja so prioritetna, ki bi jih bilo treba še bolj, da je bilo raven, recimo je bilo področje kmetijstva in hrane na 3. mestu, digitalizacija, trajnostni razvoj, torej varstvo, predvsem igrač, to je tudi kar težava. Tukaj recimo je Avstralija, ena od držav, pa tudi Koreja, kjer recimo te male baterije, ki so lahko, ki jih imamo v telefonih, v urah in se seveda lahko pojavijo tudi v kakšnih, v takih predmetih, do katerih ima potem dostop, tudi kakšna taka, bi rekel, igračka, ko imajo nekšne lučke in to, ampak imeli so ampak to je, recimo, če to bi pojedel, je to smrtno nevarno. Tudi za odraslega, samo pač odrasel to ve, in so imeli v Avstraliji 3 smrtne primere, in so zato potem to nacionalno uredili in zdaj tudi ISO Kopolko razmišlja, da bo v okviru ISO tudi tak standard, ne moš ti prepovedati uporabo seveda tega, ampak da pa bo to bolj na tak način da bo bolj regulirano, in da bodo recimo tudi potem odrasli bolj ali osveščeni starši. Skratka, verjetno se premalo ve tudi o takih zadevah, da bi bilo pač, ne vem, da bi se bolj glas razširil, da so bolj ljudje previdni. Pri nas recimo niti ni bilo nobenega takega primera in jaz, če ne bi skozi te sestanke, mislim, sploh nisem vedela, da do tega ne bi prišlo do nas danes ta informacija. Kot zaposlena prej na Ministrstvu za kmetijstvo, a ste tudi potem sodelovala ne samo pri odboru za potrošnike, se pravi za standarde za potrošnike, tudi mogoče pri kreiranju standardov na področju kmetijstva ali v kakšnem odboru za kmetijstvo, recimo? Jaz sem bila prej aktivna, je pa res, da nisem pa bila potem več kot članica tega tehničnega odbora. Zaživila sem pa seveda bila ena moja kolegica, ker jaz kot vodja takrat nisem niti pač se mi zdi, da je tudi prav, da je nekdo, ki je potem res aktiven, ne da si samo napisan na enem seznamu, da je potem neka dodana vrednost, ki jo daš. Ampak vseeno, neposredno, tudi če nisem bila v samem tehničnem odboru, pa ker so se potem midve pogovarjale, ali pa ker sem potem še vedno delovna gradiva prebirala, sem potem vsekakor temi prepleteni. In predvsem mogoče je bilo moje poslanstvo bolj v tem, da sem poskušala standarde, ki so pač tem, kot so naši uradni preizkusni laboratoriji, uradni certifikacijski organi, nacionalen laboratorij za zdravje, okolje, hrano, potem nacionalni veterinarski inštitut, jim nekako prenesne pomen tega. Je pa res, da je bilo dobro, da smo to počeli, ker evropska zakonodaja je zdaj ta uredba o uradnem nadzoru, ko sem rekla, napisana tako, da se pa v celoti sklicuje, kadar je možno, na evropske in mednarodne standarde. In pravzaprav brez tega ne moreš več upravljati svojega poslanstva kot neka organizacija v korist zaščite potrošnikov in podpora uradnega nadzora. Kako se pa recimo s pomočjo standardov pravzaprav sploh zagotavlja kakovost hrane, recimo? Na kakšen način v bistvu standardi vplivajo na hrano? Tako kot sem rekla, tam, kjer imamo predpisane recimo kategorije, določene vrste živil,
ali recimo tudi za kavo je tak znan mednaroden standard. To smo ga tudi na jesenski šoli uporabili, smo ga oziroma ne na jesenski šoli, pardon, ko smo imeli otvoritev razstave v CTK knjižnici, smo v bistvu na lončke napisali, zato ker želimo vedeti, da ljudje vejo, da tudi pač pri taki stvari, kot je kava, je v ozadju standard. Mogoče ni direktno upleten, standard mogoče ne vpliva direktno na čisto vse izdelke, ne? Ampak vsekakor nekje v ozadju pa je standard. Vpliva, ne? Ker vpliva na te karakteristike, a ne te kave, ki se pa potem pod določeno vrsto, pod določeno velikostjo zrn, pa tudi praženje. Skratka, vse tisto, kar potem vpliva, a ne, na ta naš okus kave, a ne, ki ga poznamo. In na kakovost, koncev. Okus je kakovost. Zdaj sem se tudi spomnila, ko smo lani, oziroma to je bilo še kar nekaj časa nazaj, ko je SIS pripravljal video na kmetiji Podjed, mlekarstvo Podjed, in zdaj samo mleko ni nekako direktno povezano s standardom, ampak kako bo v bistvu pripravljeno, kako bojo iz tega mleka naredili maslo, kakšna bo tista delovna površina, v kakšen sod bojo shranili, čez kakšne stroje bojo šli, oziroma bo šlo to mleko, da bo prišlo v obliki masla ven. Tukaj so standardi pomembni. Bravo, hvala, to ste dobro povedali. Ker ta primer, ko ste dali, ne, ker recimo po zakonodaji mora biti mora odgovoren nosilec živilske dejavnosti poskrbeti, a ne, da je postopek varen. In zdaj tukaj je pa točno predpisano, da recimo, in zdaj to je za eno kmetijo sploh zelo, ali pa za enega majhnega nosilca, zelo koristno, a ne, ker tam najde že vse zapisano in potem to uporabi, a ne. Pa tudi na koncu, gospa Mira, ta embalaža, v katero spakiramo mi, recimo masla, ki so v tistih papirčkih zavita, tudi embalaža je po standardu, a ne? Embalaža je po standardu in tudi posebna zakonodaja je tukaj ravno zaradi tega, ker tista embalaža, ne, ki jo uporabimo, če karikiram, za barve, s katerimi barvamo potem pohištvo, tam ni tako pomembno, a ne, ker iz embalaže lahko prehajajo določeni delci v hrano, kar mi pač zaužijemo, zato so tukaj kriteriji, a ne, še veliko bolj strogi, a ne. Tako da to je. In seveda tukaj so standardi tisti ključni. Mogoče niso vedno direktno, ampak kot sem rekla, v ozadju pa vedno stojijo ali stroji, ali delovna površina, ali embalaža, ki pač mora biti tako po standardih. Zdaj mi smo te videe recimo pripravili kot en od načinov, kako mladim približati standardizacijo. Tudi SIS veliko dela na ozaveščanju mladih o pomenu standardizacije na vseh področjih. Kako, verjetno ste tudi slišali za jesensko šolo standardizacije, kako vi ocenjujete to pobudo? Se vam zdi pomembno, da se mlade naslavlja in se tudi mogoče kot potrošnike konec koncev ozavešča o pomenu standardizacije? Drži, zato ker splošno še vedno velja, saj to je na svetovnem ali pa evropskem merilu enako, ne, da starejša generacija je bila bolj povezana standardi, ker so bili nekako nujni v proizvodnem procesu. Danes so še tudi, ste še videli lepe primere, ampak mladi ne pa gledajo to pač nekoliko drugače, ker imajo druga orodja, a ne. Seveda, svet se je drugače. In je drugače in zato je to zelo pomembno, da pa, ker so standardi tako zelo pomembni, da bodo nadaljevali, a ne, to začeto delo, da bodo pač potem znali, kjerkoli bodo zaposleni to uporabljati, da bodo lahko sodelovali še naprej pri razvoju, a ne, pri pripravi novih standardov in konec koncev jim bo to koristilo tudi doma v lastnem gospodinjstvu, ker spet smo tam, a ne, na koncu vse izdelke kupujemo vsi in vsi smo potrošniki. Pa ne bomo, in mladi pač bodo potem imeli tudi svoje otroke, a ne, katere je tudi prav, da se potem to prenaša nekako iz roda v rod. Kako pa mislite, da bi bil, oziroma kateri bi bil najboljši način, da bi mlade še bolj pritegnili k zanimanju konec koncev o standardih in pač, da vzbudimo to željo, da
se res začnejo zavedati, globoko zavedati, da so standardi vse povsod in da so pomembni. Zdaj, to, kar je SIST začel, da vključuje, ima vsako leto 2 ambasadorja mladih standardizacije, to je odlično. Krasna pobuda, krasna je tudi lep primer, tudi v drugih državah so bili navdušeni, ko sem to predstavila. Verjetno bi bilo pa treba v samih učnih procesih, ker jaz tudi pogrešam, naprimer, tudi o zakonodaji, recimo, kako je organizirana skratka, sej tukaj, čim smo pa pri zakonodaji, smo pa tudi pod standardi, ker to je medsebojno povezano, in boljši, ko so standardi, manj je treba predpisov in bolj se predpisi lahko na te standarde sklicujejo. Tako da, ampak se pravi, in tega, mi zdi, da so ti programi, saj tiste, ko jaz poznam, pa naj bo v okviru fakultete za kemijo, biotehniške, pač tisto, ampak jih kar nekaj poznam, se mi zdi, da bi bilo treba, sej to tudi SIST poskuša, to tudi vključiti pač v ta učni proces, da se v okviru nekih predmetov srečajo tudi s tem. To se mi zdi, pa tudi potem pa seveda skozi, zdaj seveda to je pa potem širše, ne samo mladi, da se več oglašuje, da se naredi določene tiskovne konference, ko je na primer Mednaroden dan standardizacije, Mednaroden dan varstva potrošnikov. Skratka, ker to sem videla, tudi na področju hrane, da se organizira posvet v državnem svetu. Skratka, in več, ko se o tem govori, potem bolj se to tudi ozavesti in se potem tudi ve, kje se lahko določene informacije dobi in kje si lahko potem tudi koristen. SIST se tudi konec koncev na več dogodkih predstavlja, tudi na MOS-u recimo, ne glede na to, da so to nekako fokusno namenjeni dogodki določenim skupinam, MOS obrtnikom, ne glede na to, da so pač obrtniki tam, ti obrtniki so konec koncev tudi potrošniki, tako da kjerkoli se pojavimo je v bistvu pomembno in je to plus vsekakor. Zdaj mladi so res taka pereča tema in vsi se trudimo približati mladim, ker so tudi naša prihodnost. Jesenska šola je ena od takih zadev. Mislite, da bi bilo smiselno mogoče, da bi tudi tematiko potrošništva, pa tudi konec koncev kmetijstva vključilo v eno izmed prihodnjih jesenskih šol? Ja, jaz mislim, da bi bilo to zelo koristno in da bi bilo tudi zelo fajn. Pa so prišli na novo idejo. Ja, na novo idejo, ker je tudi splošno uporabljeno. Vem, da SIST tudi zelo dobro izvaja sicer promocije svoje kontaktne točke in pomen neharmoniziranih predpisov. To so tudi taki brezplačni seminarji, tudi kakšen tak dogodek bi se lahko tudi pač vezan pa na potrošnike, na pomen standardov, lahko tudi pripravil. Zdaj mi je še na misel prišla ideja, da bi pa mogoče tudi lahko šole konec koncev povabili, da pridejo na SIST, poznajo delo. Tudi to, super, to bi bila super ideja. Ali pa recimo, Inštitut Jožef Štefan ima nekak dan odprtih vrat. Tako, se pravi, lahko mogoče ob dnevu standardizacije in to bi sigurno bi bil interes. SIST tudi mesečno objavlja v bistvu seznam osnutkov standardov, tudi seznam novih standardov. Zdaj ne vem, če imate kakšen občutek, ampak se vam zdi, da se potrošniki dosti odzivajo na to, pa ne samo potrošniki, tudi podjetniki, ki so potrošniki. Se vam zdi, da se odzivajo ali tega v Sloveniji še vedno premalo? V Sloveniji je tega kar še premalo. V glavnem se tisti, ki so res vključeni, tudi mi kot odbor za potrošnike, ko dobimo določene te standarde v fazi priprave, večinoma se mi zdi, da kar ni nekih znotraj nas ali pa tudi tako, da ko jaz vprašam Mojco, sekretarko, pa nekako ni kaj dosti potem pobud, predlogov. Kako pa mislite, kjer bi bil tisti pravi način, da se jih bolj spodbudi? Mogoče, da se izpostavijo kakšne bolj, ker standardov je veliko. Da na mesečni ravni je veliko snutkov, veliko je novo objavljenih standardov. Bi bilo mogoče, da se izpostavijo tisti standardi, ki so povezani z
trenutno aktualno tematiko? Kjer bi bil tisti način, da bi Ja, jih malo bolj to bi bilo spodbudili? verjetno, ker se drugače na vseh teh dogodkih, ki jih SIST organizira, in tudi člani to vejo, to se pravi, tisti, ki so člani, lahko potem prenesejo drugim. Ampak res, takrat, ko se pojavi ena tema, Ja. pa ne bo to trajnost, digitalizacija, je potem varstvo državljanov, predvsem pred goljufijami, Ja. prek računalnika, ki so lahko tudi premoženjsko, ogrožujoče. To je tisto, kar ste dobro rekli, kar bi bilo primerno. Kam pa mislite, v katero smer gre zdaj vse to skupaj? Kateri bodo mogoče izzivi v prihodnosti, s katerim se bo potrošništvo, svet potrošništva srečal? Sigurno je en tak velik izziv tudi umetna inteligenca, konec koncev. A je še kaj takega, kar bo... Je umetna inteligenca, trajnostni razvoj, potem to, kar sem rekla, tudi določeni standardi povezani z varstvom, zaščitom otrok, potem tudi tam, ko gre za tisto populacijo, kot so naprimer gibalno ovirani, skratka starejši, tista bolj ogrožujoča skupina. Tam na področjih se najbolj razmišlja, kako jim s pomočjo standarde bolj prijazno olajšati življenje. A pa se mogoče kaj pripravljate znotraj odbora na mednarodni ravni, torej ISO-Kopolko, na te vse izzive, ki prihajajo? Ja, na ta način, da pač sodelujemo potem s tistimi tehničnimi odbori, ki pripravljajo tehnično te določene standarde, ali tako kot naprimer, ko sem rekla, ko so v Avstraliji in Koreji pripravili ta nacionalen standard, da bo ta zdaj nekako osnutek tudi znotraj ISA in se bo potem delalo na njem, tako da na ta način. Vsekakor so potrošniki vedno v fokusu pri standardizaciji. Gospa Mira, jaz bi se vam zahvalila za današnji pogovor, vam pa dam še besedo za zaključno misel, tako da izvolite. Ja, tako kot sem že večkrat rekla, zdaj zavedati se moramo, da smo pač vsi potrošniki in da na kateremkoli področju, pa naj gre tukaj za umetno inteligenco, naj gre tukaj za hrano, naj gre tukaj za otroke, je razumevanje standardov tisto, ki nam potem lahko pomaga, olajša pri izbiri, pa mogoče lahko tudi kaj prehranimo, če pametno izberemo izdelek. Super, najlepša hvala, gospa Mira, lep dan. Enako tudi vam.